Vsako leto 10. oktobra obeležujemo Svetovni dan duševnega zdravja. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja na naraščajoče družbene in ekonomske neenakosti, dolgotrajne spopade, nasilje in izredne razmere na področju javnega zdravja, ki vplivajo na celotno svetovno prebivalstvo. Po njenih ocenah bo vsak četrti Zemljan v življenju imel duševne težave. Kako poiskati pomoč v situaciji, ko zadevo nekako več ne obvladuješ in čutiš v sebi veliko nezadovoljstvo, ki močno vpliva na tvoje zdravje in na medsebojne odnose? Zagotovo je poiskati strokovno pomoč različnih profilov z ustrezno usposobljenostjo na področju svetovanja in osebnostnega razvoja zelo, bom rekel, dobrodošel korak. Metod je veliko, modalitet psihoterapije je veliko, ne. Zagotovo je potrebno tudi se zavedati v tem procesu, iz kje pravzaprav izvirajo te moje stiske, te travme, ta bolečinska jedra, te stiske, ki jih jaz potem prenašam skozi življenje in se kažejo v odnosih z drugimi ljudmi ali pa v mojem stalnem nezadovoljstvu samim sabo. Pomembno je, da se tega zavedamo, in če je za to potreben pogovor, psihološki pogovor, ki zbrska tvojo preteklost, je dobrodošlo. Vsak ima lahko težave v duševnem zdravju, saj se vsi soočamo s hudimi stresnimi situacijami in življenjskimi krizami. A vsaka duševna stiska še ne pomeni duševne bolezni. Do slednje pride, če je stiska večja in je posameznik ne more prebroditi. Najbolj pomembno je, da si priznamo, da imamo težave, da jih ne skrivamo, da od njih ne bežimo in da si ne rečemo, to se meni ne more zgoditi. To se lahko zgodi vsakomur. Pomembno pa je pravočasno odkrivanje težav. Najbolj pomembno je, da se o svojih čustvih pogovarjamo in se ne zapiramo vase, da se ukvarjamo z dejavnostmi, ki nas veselijo, da poskrbimo za svoje telesno zdravje in se zdravo prehranjujemo, da smo v krogu prijetnih ljudi, kjer se dobro počutimo, da se naučimo soočiti s težavami. V letu duševnega zdravja Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije želi še dodatno ozaveščati laično in strokovno javnost o izzivih, ki so povezani z duševnim zdravjem, s katerimi se soočajo osebe z okvaro sluha. Slednje se namreč pogosteje srečujejo z izzivi na področju duševnega zdravja kot splošna populacija, vendar so jim zdravstvene storitve na tem področju pogosto manj dostopne zaradi omejitev pri sporazumevanju. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije organizira okroglo mizo z naslovom Naj izguba sluha ne omaja duševnega zdravja, ki se bo odvijala v sredo 11. oktobra ob 10. uri v ljubljanskem hotelu Union v salonu Orhideja. Častni gost bo dr. Johannes Felinger z Inštituta za senzorično in jezikovno nevrologijo v Linzu, ki je tudi strokovnjak za duševno zdravje pri Svetovni zvezi gluhih. Dr. Felinger se ukvarja z raziskavami zlasti na področju razvojne medicine s poudarkom na gluhoti, duševnem zdravju, kakovosti življenja in motnjah avtističnega spektra. Na tem dogodku bodo sodelovali tudi ključni akterji s področja duševnega zdravja, ključno strokovnjaki, predstavniki vladnih in nevladnih organizacij ter osebami z izgubo sluha. Skupaj bodo iskali sistemske rešitve za premagovanje teh izzivov in nove pristope za boljšo ozaveščenost in podporo. Zagotovljeno bo tolmačenje v slovenski znakovni jezik, prijavite se lahko na naslednji povezavi. Vstop prost, lepo vabljeni.